Živijo, dobrodošli v Kotlovnici in v prvem delu glasbene oddaje. Danes gostimo New Wave Sirija, Pozdrav. duet iz okolice, Starok in Urša. Živijo. Živijo. So me kar prehtela. Okay. Nič hudega. Dajte mi povedati, kako sta začela glasbeno pot? Začela sva pač v skupnem bendu, še s parimi člani. Super Heroes of BMX, jaz sem igral kitaro, Urša je pela. Pol smo špilali kakšno leto, malo več. Smo imeli ene 3-4 koncerte, pa so se pa pač odločila, da bova samostojno nadaljevala kariero, in sva pač naredila ta duet. Ostali člani so pa naprej delovali kot nismo sami, tudi v nekem lokalnem bendu. Kotlovniški bend. Ja, tako. Super. Koliko časa že kot New Wave Sirija? Jaz sem začel New Wave Sirija kot stranski projekt, takrat sem pač imel v mislih nekako tako ambientalno muziko delati, na začetku sam na računalnik. Pol potem, ko sem se pa odločila, da bova sama imela naprej duet, sva pa v bistvu je pač prerasel to v nekaj več, ne. Mislim, iz stranskega projekta prav v to orankne. Torej iz kitar v synthesizerje? Tako. Zakaj? Ne vem, se mi zdi, da pol, ko nekaj cajta na kitaro igraš, se začneš malo ponavljati, ne vem. In sva začela, ne vem, jaz sem začel iskati neke nove smeri, in veliko po netu tudi brskal tam po strani Vintage Synth Explorer in te sinte sem si ogledoval, analogne stare, in to mi je bilo ful wow takrat, ne. Pa sem se pa odločil pač tudi, da kaj nabavam, in sva začela. Začela sva z eno ritmo mašino, pa se je nabral vse sorte reči spotoma. Torej, menita, da lahko synthesizerji in s podobnimi pripravami sta bolj kreativna kot v eni klasični rock zasedbi, da vama več dovoljuje, širše možnosti daje? Ja, mislim, synthesizer je itak ena taka precej uporabna zadeva. Mišljen je bil sicer na začetku tako kot oponašanje vseh ostalih inštrumentov, ampak v bistvu nadomešča res vse ostale inštrumente in je tudi ful bolj univerzalen in tak ekspresiven. Kaj pa menita o elektronski glasbi, glede na to, da sicer vaju ne bi tako uvrščal strogo, ampak če delno pogledamo, pa lahko rečemo, da sta tudi nekako spadata v elektronsko glasbo, ne? Koliko se opirata na same smernice ali pa na elektronsko sceno? Kaj vam sploh pomeni? A se čuta del elektronske scene? Ja, tolih ne čisto. Kaj tudi, ne vem, no, mislim, da do neke mere mogoče, ja, no. Zdaj poslušava tudi elektronsko glasbo, čeprav začela sva tam pač v rock bandu, in tudi ta princip delanja komadov in malo se še pozna s tem, ja, mislim. Ja, pač Kaj recimo? Princip delanja komadov in izvajanja je v bistvu čisto ostal isti, ne, pač rockovski, ne, pač intro, live nastop, ja. to. Da je to meni ta princip DJ-anja, pa to mi niti ni toliko poznan in ne poznam te scene toliko, ne, tako da v bistvu kar sva tam v bendu pridobila, oziroma tako, ko sva začela tukaj naprej nadaljujeva, sam pač z drugačno opremo, ne. Pač synthi. Zato sem tudi jaz rekla, da se ne počutim, da spadava pod elektronsko glasbo, ker se mi zdi, da pač v Sloveniji elektronska glasba pomeni samo DJ-ja, ne, in to pač ni to, no, se mi zdi. Mogoče ni toliko te live elektronske scene, mogoče ni toliko, ne. So nekaj izjeme, ampak da je prav velike, pa tudi najbrž ni, ne. No, zdaj pa že čas mogoče za prvi komad, ga lahko tudi sama napovesta, ker jaz ne vem, kako se imenuje. Naslov je I Feel So Exposed, pa vsi poglejte, ne, najbolj. Samo da jih dam na glas.